Zelo si prijazen, Pepe, ker me nikoli ne puščaš samega. Še posebej pa zato, ker mi vsak večer prebereš pravljico. No, ne prekinjaj me, no, kakadudu. Babica, kako velika usta imaš, reče Rdeča kapica. Zato, da te lahko požrem, zatuljivo. In trenutek. Halo? A res? Ja, seveda. Ja. Hvala za klic. Nasvidenje. Videti si zaskrbljeno, barvo si izgubil z lice. Mislim, da ti ni vseeno. Kaj pomeni tale klic? Ja, čisto si prebledel. Pepe, kaj se dogaja? Slabe novice. Klicala je ena deklica, njena mama ima neodložljive obveznosti v službi, ona pa se je danes zbudila z vnetim grlom in ne more v šolo. Zato bo nekaj ur sama doma. In to prvič. Preizkušnja je težavna, ko doma ostaneš še sam. Ni zadeva enostavna, če po vrhu si bolan. Res je. Pepe, Ja, pomagati moraš. sej že hitim, no. Nekaj nujnega moram vzeti s sabo, nekaj najboljnih stvari. Album z družinskimi slikami, na primer, ne? Vem. Zdajle sem tule, namenjen sem tja, zato moram na bus. Samo moment. Zastonj pa ne bo šlo. Ja, denarja pa nimam. Z denarjem se pa ne da plačati, imate Urbanov? Kaj? Kaj pa telefon? Tudi pozabil. Ampak, gospa voznica, veste, meni se resno mudi. Ronja je sama doma in to prvič. Lahko se zgodi kup nesreč. Lahko pride do požara zaradi prežganega štedilnika ali pa do poplave zaradi pipe v kopalnici. Lahko po nesreči sproži alarm ali pa izklopi zamrzovalnik. Ali pa spusti kanarčka. Foxner, vi ste tukaj. Hvala vam, hvala. Ja. Lahko? Prijazna voznica mestnega potniškega prometa nas hitro in udobno, predvsem pa varno, pripelje na drug konec mesta. Tu blizu je doma deklica, ki je ime Ronja. Mislim, da na tej postaji izstopiva. Gospa voznica, najlepša hvala. Hvala. Foxner, a vi ne boste izstopili? Foxner! Šmet, ubogi lisjaček se je nehote odpeljal naprej. Na avtobus je ostal sam. In kar je še slabše, tudi jaz sem ostal sam. In kako naj zdaj pomagam Ronji, ki je čisto sama doma že ves dan? Položaj je resen, zato pozabim na izgubljenega Foxnerja in svoje tegobe. Hitro stečem Ronji na pomoč. Pogum mi daje rumeni balonček, ki me zvesto spremlja na poti. Ta je dolga, ovinkasta in polna preprek. Vije pa se skozi mesto in polje. Še dobro, da vem, kam moram. Ne upam si niti pomisliti, kako se zdaj počuti mala Ronja. Njena mama mi je sicer povedala, da jo že zna poklicati, pa tudi policijo in reševalce. Ampak človek nikoli ne ve. Halo, Ronja, zakaj imaš zaseden telefon? Šment, ne dobim zveze. Narisala je sicer plakat z vsemi napotki, ampak... Na
plakat pa je čitljivo napisala: Ne igraj igric, pojej malico, mleko si pogrej v mikrovalovki, preberi domače branje in še posebej pomembno, ne odpiraj neznancem. Jaz pa medtem skupaj z balončkom hitim na pomoč čez travnike, žitna polja, blokovska naselja in predmestne ulice. Vmes se tudi malo izgubiva, a nič ne ve. Ronja, drži se, prihajava, sva že tu. A si tudi ti tu? Ronja, a si sploh doma? Je vse ok? A se držiš navodil, ki ti jih je napisala mama? Slutim težave. Ali pa niti pomisliti si ne upam. Daj, Ronja, odpri, prosim. Ronja. Ne, pa ne. Ne smem odpirati neznancem, da veš. Ampak se jaz nisem neznanec, jaz sem ribič Pepe. Poglej, modra srajca, brki, kapa. Ne? No, glavno, da si ti v redu. Veš, vsi te zelo pogrešamo in komaj čakamo, da se vrneš. Pripravljamo žurko. Ja. In Foxnet te tudi pozdravlja. On pa ni mogel priti zraven, ker je obtičal na avtobusu. Foxner pač ne. Mislim, da je Ronja dokazala, da je lahko sama. Kar je velika stvar, če me nekdo vpraša. To moramo pa proslaviti. Sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Koliko je ribič Pepe star? No koliko je star, no koliko je star? Razume se na vsako stvar. Zato je Pepe super car. No koliko je ribič Pepe star? No koliko je star, no koliko je star? Jaz vem, koliko je Pepe star. Ribič Pepe je star toliko kot zvezda. Zato je Pepe Superstar, naš Pepe res je superstar. Superstar, naš Pepe res je star. Ribič Pepe, pridi z nami, bomo se igrali. Take igre kot takrat, ko ti si bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko svet je bil še mlad, ko svet je bil še mlad. Tole je album družine Ribič. V času moje mladosti smo bili otroci pogosto sami doma, ko so bili starši še v službi. Moji so z doma odšli, ko sem jaz še spal. In ko si se zbudil, ni bilo nikogar doma. Niti žive duše. Nekega dne se mi je sanjalo, da je na poti iz službe mojo mamo napadel hudobni zmaj. Joj, nočna mora. Ja, sklenil sem, da ji bom pomagal. Ustrezno sem se oborožil in... In ji šel pomagat? Ja, no, splezal sem skozi okno in se spustil po žlebu na ulico. Wow, pogumno. Pa neumno tudi. Ko sem pristal na tleh, sem ugotovil, da močno sneži. Moji narobe obuti gumijasti škornji in pižama pač niso bili najbolj primerni za to vreme. No, kakorkoli že, odšel sem ji naproti v službo. Ona pa se je medtem že vračala. In naletela je na gručo ljudi, sredi katere je zaslišala otroški jok. To sem bil jaz. Še dobro. Ja, hitro me je zavila v svoj plašč
in stekla, kolikor so jo noge nesle domov. Aha, in zato nisi hotel, da se kaj takega zgodi meni, a ne? Ampak jaz ne verjamem več v hudobne zmaje. Sploh pa mi je mami obljubila, da bo iz službe prišla dosti prej. In že je tu Ronina mamica z mlekom in slastnimi piškoti. Zaslužila sva si jih. Dan, ko sva se z Ronjo spoznala, si bom zapomnil zavedno. Ko ostaneš sam doma, to ni majhna stvar. Sploh, ko se ti to zgodi prvič. Ampak če boš ravnal tako kot Ronja, bo vse v redu. Predvsem je pomembno, da ne odpirate vrat neznancem. Ja, če boš počel kaj koristnega ali zabavnega, bo čas hitro minil. Strah pa bo izginil kar sam od sebe. Če pa te je še vedno strah osamljenosti ali pa imaš kakšno drugo težavo, pa lahko kadarkoli pokličeš tudi na Tom telefon.